oddelku za nalezljive bolezni zaradi gripe že primanjkuje prostora. Osnovnošolcem so predstavljali različne poklice. Pokalno tekmovanje v odbojki so dobili igralci Salonita. Dober večer. Na Štajerskem je danes skoraj povsod zapadlo med 15 in 25 cm snega. Zaradi pripravljenosti zimskih služb snežne padavine tokrat niso povzročile prevelikih nevšečnosti. Tudi ceste so bile splužene in prevozne. Sneg za voznike ni nujno nadloga. Če so vozila ustrezno opremljena in hitrost prilagojena, je lahko celo užitek. Se sicer izogibate vožnje v snegu ali... Ne. Uživam vožnje snega. Spluženo, perfektno. Če imaš zimske gume, če je avto v redu, potem se ne more nič dogoditi. Previdnost nikoli ni odveč, ne? Kadarkoli smo na cesti. Ste prilagodili vožnjo, ste vozili počasneje? Ja, počasneje, zelo počasneje. Zimska služba, ki jo v Mariboru in okoliških občinah opravlja podjetje Nigrad, je skrbela za prevoznost cest vse od petka. Medtem ko je bila običajno deležna kritik, tokrat večjih pripomb ali pritožb občanov ni bilo. Ponovno bi prosil, če lahko vozniki odstranijo vozila iz ulic. Marsikatere ulice ne moremo splužiti, posipati zaradi tega, ker stojijo vozile. Potem se pač moramo vračati nazaj na isto lokacijo. Da je zimska služba tokrat brezhibno delovala tudi na avtocestah, priznavajo celo avtoprevozniki. Moram pa priznati, da so to pot cestarji svojo nalogo dobro upravljali. Tako da so tudi avtocestni križ je bil čiščen, tako da ne morem reči, da je bil kakšen zastoj. Upajmo, da bo pohvala ob dobro opravljenem delu dala zimski službi polet tudi za vnaprej. Sneg in dež se bosta namreč nadaljevala najmanj do konca tedna. Za celoten Univerzitetni klinični center Maribor od prejšnjega tedna velja prepoved obiskov. Razlog za ta ukrep je povečano število bolnikov z znaki virusne črevesne okužbe, okužb dihal, v zadnjih dneh pa tudi zaradi napovedane epidemije gripe. Na oddelku za nalezljive bolezni in vročinska stanja zaradi večjega števila obolelih z gripo že primanjkuje prostora. Zaščitimo se z rokavicami, z masko in zaščitno halijo. Preizkusimo tesnost. Šele tako zaščiteni lahko zdravstveni delavci in drugo osebje na oddelku v teh dneh vstopijo v sobo z gripoznimi bolniki. Ker v primeru, da zdravstveni delavec zboli, to pomeni pomanjkanje kadra, kar je pa v trenutni sezoni tak že hudi problem. Jaz se dam vsako leto cepiti proti gripi in do zdaj par let imam izkušnje, da se nisem okužila, ne. Bolniških odsotnosti med zaposlenimi trenutno še ni veliko, je pa infekcijski oddelek zaradi obolelih prezaseden, tako si že pomagajo s prostori na drugih oddelkih. Tudi na drugih oddelkih so posamezni primeri gripe. Seveda, ko sprejmemo bolnika z gripo, zlasti če na to ne računamo, se gripa razširi še na kakšnega sosednjega pacienta. Zato tudi za paciente v bolnišnici velja, naj ostane v svojih sobah in ne hodijo v skupne prostore. Sicer pa tudi bolnike zaščitimo tako kot osebje. Če je nujen poseg, jih izoliramo. Svojci so glede prepovedi obiskov za zdaj razumevajoči. To je edino pravilno. Po drugi strani medicina nima denarja, vsi bi pa prispevali, ker ne zdravijo. Trenutno večjega odpuščanja drugih bolnikov zaradi gripe iz UKC-ja še ni bilo. Ob napovedani epidemiji pa se lahko zgodi, da v teh dneh marsikdo, če ni nujno, ne bo hospitaliziran. Na sinočni seji Mariborskega mestnega sveta so bile z dnevnega reda umaknjene praktično vse pomembnejše točke, o katerih naj bi razpravljali. Župan je umaknil točki o zmanjšanju števila delovnih mest na zaupanje, s čimer bi se znebil 2 nekdanjih svetovalcev. Prav tako pa tudi točko o smernicah korporativnega upravljanja javnih podjetij in razpravo o letnem poročilu mariborske energetike. Svetniki so zaradi domnevno slabo pripravljene dokumentacije umaknili točke o zaračunavanju odvajanja meteornih voda ter naložbah v stavbi na Orožnovi in Tkavskem prehodu za potrebe projektov živa dvorišča in stičišča inoviranja.
Na zadnjih sejah Mariborskega mestnega sveta so vse pogostejši očitki svetnic in svetnikov, da v obravnavo dobijo slabo pripravljena gradiva, pa še tam mnogokrat prepozno. Medtem župan odgovarja, še posebej pri zadnjih pomembnih investicijskih projektih, da gre za nagajanje svetnikov. Pri obnovi 1,3 milijonov evrov vredne zgradbe na Orožnovi za potrebe projekta živih dvorišč naj bi šlo za interese javnega medobčinskega stanovanjskega sklada, ki ga vodi Tanja Vindiš-Furman iz županove liste. Njegovi nasprotniki pa, tako župan Fištravec, onemogočajo tudi njegov projekt stičišča inoviranja. Očitno o tem mestni svetniki niso razmišljali. Sta pa to dva pomembna projekta, ta drugi je pomemben tudi zato, ker je del mojih predvolilnih obljub. Burno razpravo, ki se je končala s prekinitvijo, je izvala tudi novelacija investicijskih programov obnove hladilnice in lubadarja v kulturni coni Pekarna. Prenova obeh se je iz neznanih razlogov podražila za 1,7 milijona na 4,8 milijona evrov. Nekdo je tu naredil neko napako. Ali so naredili to napako projektanti, ki so zadolženi za pripravo projektne dokumentacije, ali je to nekdo priredil. Ljudje božji, a se bo našla v tem mestu volja, da bomo enkrat bili enotni? Se pa strinjam, da je treba odgovorno ravnati z bodočimi investicijami, zaradi tega, ker milijoni izgubljeni zaradi luknj na gradbišču, primer Maksa, je zame osebno tudi kot za ustvarjalko na področju kulture katastrofa. Bomo sedaj videli v nadaljevanju, kakšna je realna cena, ker bomo pridobili še novo cenitev in potem se bo po mojem izkazalo, da je cena, da je bila v vsakem primeru začetna cena prenizka. Ob vse pogostejših trenjih med mestnim svetom in županstvom slednje pripravlja končno verzijo občinskega proračuna, ki naj bi jo obravnavali sredi februarja. Takrat bo tudi znano, koliko predlogov in zahtev svetnikov iz prvega branja je v njem upoštevanih. Slovenija še ni izčrpala vseh pravnih možnosti glede sodnih procesov, ki na Hrvaškem potekajo proti Ljubljanski banki in Novi Ljubljanski banki, je na današnjem srečanju z novinarji povedal zunanji minister Karl Erjavec. Na slovenskem zunanjem ministrstvu razmišljajo o sprožitvi postopka na meddržavnem sodišču v Hagu. Kot je znano, sta Slovenija in Hrvaška lani na Mokricah podpisali memorandum o rešitvi tega vprašanja. Sledi še nekaj domačih novic. Pravkar se sestaja vrh koalicije, na njem pa naj bi po besedah predsednika Desusa Karla Erjavca vodstva koalicijskih strank dokončno uskladila novo koalicijsko pogodbo. V njo pa ne bodo vključili drugega paketa privatizacije državnih podjetij. Koalicija se mora dokončno dogovoriti tudi, kako bo popolnila ministrsko ekipo po odstopih ministrov za zdravje in gospodarstvo. Po besedah vodje poslancev Pozitivne Slovenije PS Janja Möderndorferja sicer zdravstvenega ministra išče Desus, gospodarskega pa PS. Poslanci so se dopoldne ukvarjali z novelo zakona o RTV Slovenija. Vlada želi z novelo višino RTV prispevka, ki ostaja nespremenjena, določiti o zakonu o RTV Slovenija in ne več o zakonu o izvrševanju proračuna. Prav tako pa želi tudi jasno določiti, da je za imenovanje generalnega direktorja potrebna večina glasov članov programskega sveta. Novelo podpirajo vse parlamentarne stranke, razen SDS-a. Robert Časar spet ni prišel na narok pred obravnavo na koprskem okrožnem sodišču. Tožilka je zanj predlagala pripor, saj se obdolženec po njenem mnenju izogiba sodnim postopkom. Danes bi se moral izreči o obtožbi, da je na račun Luke Koper nosil svoja oblačila v eno od koprskih čistilnic. Časar kar naprej spreminja naslov svojega stalnega prebivališča, saj ga njegova žena, ki ga od poletja zastopa v vseh postopkih, prijavlja in odjavlja na različnih naslovih. Ljutomer je po zaslugi Karla Grossmana zibelka slovenskega filma. V srču Prlekije je namreč leta 1905 posnel prve kadre tedaj živahnega sejemskega utripa. Dan danes je za filmsko in gledališko umetnost vse več zanimanja tudi med mladimi. Zato so se po soglasju šolskega ministrstva na gimnaziji začeli resno pripravljati na prvi oddelek dramsko-gledališke smeri. A ti napori so bili očitno odveč. Kaže, da bodo mladi na ljutomerski gimnaziji dramske oziroma gledališke izkušnje še naprej nabirali le na krožkih. Čeprav so se, pa ne le mladi, še nedavno veselili prvega tovrstnega umetniškega oddelka, a so si na ministrstvu po že danem soglasju ljutomerski gimnaziji premislili. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, posebnega interesa ni bilo.
Potrebno je poudariti, da je tudi gimnazija Ptuj, ki je relativno blizu, dala predlog za oddelek umetniške gimnazije. A težava je v tem, da oddelka niso odobrili niti na Ptuju. To samo meče čudno luč na Ljubljano, da pravzaprav nima nekih jasnih proporcev, kje se katera šola nahaja. Nov program bi nedvomno podprli tudi nekateri domači igralci. Gorazd Žilavec, na primer, si trenutno kruh služi na Primorskem, a bi pri projektu z veseljem pomagal. Po njegovem je argument ministrstva, da bi težko zapolnili 26 vpisnih mest, trhel. Vam, gospod minister, lahko zagotavljam, da teh 26 mest, ki smo jih prosili, oziroma ki jih je prosila Ljutomerska gimnazija, bi se polnili tak. Vemo, da je Ljutomer Grossmannovo mesto. In naša želja je bila z uvedbo tega programa nekako začeti orati ledino, da bi spostavili še eno smer, to je filmska dejavnost. A kot kaže, se bo dotlej po ljutomerskih ulicah sprehodilo še veliko zombijev, ki so najbolj atraktivni del Grossmannovega filmskega festivala. Kaj poleg dramskih ustvarjalcev še lahko postanejo, pa so se danes seznanili na osnovni šoli v Slovenski Bistrici, kjer so pripravili sejem poklicev. Okoliški obrtniki so šolarjem podrobno predstavili svoje veščine in izdelke. Hkrati pa so veliko izvedeli tudi o kulturni in naravni dediščini domačega kraja. Otroci so lahko pobliže spoznali različne poklice, od naravovarstvenika, metalurga, lončarja, pa vse do modelarja. Kljub temu pa jih obrtniki niso uspeli povsem prepričati. Kaj bi mogoče ti rad postal, ko boš velik po poklicu? Vojak, gasilec, mogoče policist, plesna učiteljica bi bila. Otroci so veliko izvedeli tudi o šiviljskem in čevljarskem poklicu. Gospod Babič pa jim je podrobno razkazal zbirko starih šivalnih strojev, ki so jih nekdaj uporabljali. So šivalni stroji namenjeni za čevljarske dejavnosti, za industrijske namene in tudi za privatno uporabo za domačo delo. Veliko pozornosti je pritegnilo tudi oblikovanje iz gline. Lončarstvo je danes skoraj izumrlo, smo izvedeli. Da je to ena najstarejših obrti, to je kar že znano, ampak težko jo je pa v današnjem času kje v živo videti. Glavni problem se mi zdi v tem, da nimamo v šolskem sistemu prenosa teh znanj vključenih. Sejem so na šoli pripravili že 5., z njim pa želijo otroke seznaniti s kulturno dediščino kraja in poklici, ki so bili nekdaj zelo pogosti. Otrokom vsem od 1. do 9. razreda bi radi predstavili vse to, kar se dogaja pravzaprav pred domačim pragom, dediščina prevzeta in jo je treba spoštovati in ohranjati. Želijo si namreč, da bi učenci po končanem šolanju ostali doma, a to glede na visoko brezposelnost najbrž ne bo enostavno. Denimo viničarka pa je bila v mladosti gospa Julijana Recek. V soboto je praznovala 100. rojstni dan in je v Pesnici pri Mariboru najstarejša občanka. Danes ji je voščil tudi župan Venčeslav Senekovič. Gospa Julijana se kljub zavidljivi starosti dobro počuti. Bolijo jo le noge, pravi, še vedno pa rada zapoje. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Slavljenka si je kruh služila kot viničarka, vzgojila je 10 otrok, ima veliko vnukov in pravnukov, pa tudi že 2 prapravnuka. Še vedno živi sama v svojem domu, pri hišnih opravilih ji pomaga hčerka. Fejs delat mora mladi, potem pa stari igrata, dolgo živi, pa dolgo jesti mora, vse v žolo požganike, pa še tisti včasih ne imaš, ne bilo, ja pa smo pa živeli. Zdaj, ko ne more več delati, ji čas krajšata tudi 2 muci. Rada pogleda tudi kakšno televizijsko nadaljevanko. Pa še to lahko zahvalim, da se pa pravi pameti, da v takih letah je že malo keri, ne. Gospa Julijana namreč vsak dan spremlja tudi poročila, pozna vse slovenske politike in ti jo kdaj pa kdaj spravijo tudi v nejevoljo. A še vedno ostaja nasmejana. Sinoči so v Kazinski dvorani SNG Maribor koncertirali profesorji Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Na tradicionalnem slavnostnem koncertu so predstavili filmsko glasbo.
Klavirska glasba, ki je imela vlogo spremljevalke nemih filmov Charlieja Chaplina, pa vse do klasičnih nepozabnih melodij iz West Side Story ali slovenskega filma Vesna, pa vse do glasbenih vložkov iz filmov Gospodar prstanov, Psiho. Del te bogate glasbene ustvarjalnosti, ki je zaznamovala filmsko industrijo, so profesorji glasbeniki predstavili v novih različicah. Filmska glasba je zelo širok pojem, glasbe možnosti so neizmerne, od solo točk do velikih zasedb, ker je glavna glasba pisana za večje zasedbe, tako da je bilo vsako skladbo treba malce prirediti za manjšo zasedbo. Priredbe tudi za povsem nove glasbene sestave so delo profesorjev in tako je lahko popularna glasba izvedena tudi kot klasično delo. To je zame bil velik izziv, da sem naredil tole priredbo. Iz Enije sem naredil zapihala, kar ni običajno. Jaz sem pa poskušal potegniti nekaj svežine z tega, tudi z ritem sekcijo, kar recimo v sami skladbi ni. Nekaj sem tudi spremenil glede samega ritma, to pomeni tolkalnega, in bas linija je malo drugačna kot v originalu. Teda sem dodal nekaj svojega. Tradicionalni koncerti učiteljev potekajo že desetletje. Z odmikom v svet popularne, a še vedno zahtevne filmske glasbe, pa so lahko profesorji dokazali tudi spretnost pri interpretiranju in vrhunskih izvedbah manj klasičnih, lahkotnejših glasbenih zvrsti. Zelo smo veseli, da sodeluje v veliki meri tudi oddelek za jazz, ki je naš najmlajši oddelek, šele 3. leto deluje. Ogromno število je nastopajočih, okrog 50, to mislim, da še nikoli ni bilo. Koncert so sklenili s trobilno zasedbo glasbenikov, ki so z dirigentom Aleksandrom Čončem pričarali še nekaj najznamenitejših glasbenih delov iz filmov Independence, The Rock, Indiana Jones. Na 3. gimnaziji Maribor pa so ob letošnjem dnevu spomina na žrtve holokausta odprli razstavo Holokaust od 1933 do 1945, pogum, da se spominjamo. Razstava, ki so jo videli že v 19 državah, v besedi in sliki prikazuje trpljenje evropskih Judov od prihoda nacistov na oblast do propada nacistične Nemčije. Poglavje, ki se zdi oddaljeno, opozarja, da sovraštvo do drugače mislečih še danes ni povsem izkoreninjeno. Razstava na 3. gimnaziji je odprta do 1. marca. 23. slovensko pokalno tekmovanje v odbojki so dobili igralci Salonita, ki so v Mariboru v finalni tekmi s 3-2 ugnali nasprotnike iz Kamnika. S tem so prekinili večletno vladavino ljubljanskega ACH-ja, ki je izpadel v polfinalu. Desetletje so potrebovali igralci v belih dresih, da so se znova povzpeli na slovenski pokalni prestol. Zasedli so ga povsem zasluženo, saj so bili v odločilnih trenutkih boljši od nasprotnikov. V Brazilcu Dos Santosu so imeli najbolj prodornega igralca finalnega turnirja. Svoj del so dodali še ostali, od najmlajšega Okrogliča do kapetana Čabarkape. Ja, že bi bilo sajta za malo sprememba, ne? In dobro, da je prišel za nas. In nimam več kaj reči, samo hvala za vsem, za navijače, za naša družina, ki nam pomaga, za vse. Razlogi, da so odbojkarji Salonita vodilni v državnem prvenstvu, kjer jih pred začetkom tekmovanja ni nihče pričakoval in da so zmagovalci slovenskega pokala, so naslednji. Imamo jedno, a to je da smo klapa, da se družimo van terena, na terenu, tačno se zna ko šta radi i to je nešto što ne može da se kupi parama, to jednostavno dođe samo od sebe. Sodeč po dogajanju na pokalnem finalnem turnirju nas čaka zelo zanimivo nadaljevanje državnega prvenstva. Tudi zaradi Calcita, ki je v polfinalu ugnal ACH. Jaz mislim, da smo z zmago proti ACH-ju pokazali, da smo ekipa vredna spoštovanja, da znamo igrati odbojko. Se pravim, dejstvo pa je, da moji fantje niso nadljudje in da je enostavno utrujenost naredila svoje. Jaz sem že od prve točke naprej opazil, da smo malce počasnejši, kot smo bili včeraj, malce manj poskočni. Za Kamničane, ki še edini nastopajo v evropskih pokalih, ne bo počitka. Že v sredo jih čaka prva tekma v modri skupini državnega prvenstva. Doma se bodo pomirili z neugodno Soboško Panvito. Mariborski Lunos gosti ACH, Salonit pa bo v Novi Gorici igral proti Govoleju. Zdaj pa skupaj pogledamo še izbor tujih novic. Finančni ministri Evropske unije so sprožili postopek proti Hrvaški zaradi preseženega javnofinančnega primanjkljaja. Rok za njegovo odpravo, torej za znižanje primanjkljaja pod 3% bruto domačega proizvoda, je leto 2016. Hrvaška je tako postala 17. članica Unije, ki je v postopku zaradi presežnega primanjkljaja.
V njem je od leta 2009 tudi Slovenija, za katero je rok za odpravo prekomernega primanjkljaja leto 2015. Ukrajinski premijer Mikola Azarov je danes odstopil. S prostovoljnim umikom želi 66-letni premijer po lastnih besedah pomagati pri iskanju izhoda iz krize, v kateri se je znašla država. Parlament v Kijevu je kmalu zatem na izredni seji razveljavil sporno zakonodajo, opirjeno proti protestnikom. Oblasti v Hongkongu so napovedale zakol okoli 20.000 piščancev, potem ko so na tržnici odkrili živali okužene z novim sevom virusa ptičje gripe H7N9. Okužene mrtve piščance bodo uničili ter zaklali vso živo perutnino, ki je prišla v stik z njimi. Virus H7N9 je, odkar je bil marca lani prvič zaznan pri ljudeh, na Kitajskem ubil okoli 50 ljudi. Hongkong je zabeležil 2 smrtna primera. Ameriške oblasti so aretirale izvršnega direktorja Bitcoin borze Charlieja Schrina. Očitajo mu pranje denarja v povezavi z razvpito spletno stranjo Silk Road, na kateri je bilo z internetno valuto Bitcoin mogoče kupiti droge in druge nedovoljene predmete. Valuta v zadnjem času postaja vse bolj priljubljena tudi zunaj internetnih krogov. Po svetu pa jo kot plačilo sprejema vse več podjetij, nekaj tudi v Sloveniji. En Bitcoin je trenutno vreden okoli $760. Britanski poslanci gospodinjstvo kraljice Elizabete II. Pozivajo k zmanjševanju stroškov. Odbor za javne finance je razkril, da so se kraljičine rezerve zmanjšale na zgolj $1 milijon, potem ko je dvor proračunsko leto 2012-2013 končal z 2,3 milijona funtov primanjkljaja. Da britanskemu dvoru vendarle ne gre tako slabo, priča oglas za delo, ki so ga objavili v ponedeljek. Buckinghamska palača namreč išče asistenta, ki bi med drugim skrbel za pretakanje vode v kraljevih banjah in za primerno serviranje popoldanskega čaja. Ob vremenu zadnjih dni bo tudi pri nas topel čaj dobrodošel. Še naprej se namreč obeta pretežno oblačno vreme, rahlo sneženje bo ponehalo, najkasneje na Štajerskem. Ob morju pa bo delno jasno, burja bo ponehala. Temperature bodo čez dan od -4 do 0 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 6. V četrtek bo oblačno s padavinami, ki bodo močnejše na zahodu. V notranjosti bo sprva večinoma snežilo, na obali deževalo. Popoldne bo v južnih krajih sneg prehajal v dež, ponekod bo možna poledica. V petek bo na severozahodu snežilo, drugod pa rahlo deževalo. Naša informativna oddaja je s tem končana. Lahko noč.